Ja, hvala za ta lep pozdrav. Bom probala biti hitra in jedrnata, ki smo že dolgo časa tle. Ampak tako se mi zdi lepo, da se ob začetku tega leta, ko je dosti novega, ko vstopamo z enim novim upanjem v novo šolsko leto, da se malo zaustavimo tudi odrasli, da se malo najdemo, kje smo, čigavi smo, za koga boste vozili vse otroke 5-krat na dan na vse konce. Je fajn se včasih v življenju malo ustaviti in se spomniti, kje je naše bistvo, kje je naše jedro, kje so naše korenine. In bom probala v tem času, ki nam ostane, končam takrat, ko prvi omedli, ok? Ne se hecam, bomo končali tako da skupaj z otroci. Ampak bom probala nas spomniti, kaj je tisto, kar nam daje moč in pogum za naprej v življenju. In ko sem razmišljala o tem srečanju, mi je prihajal en odlomek, zelo kratek, iz Božje besede, ampak se mi zdi tako ključen in temelj, v katerem se lahko najde vsak od nas. Ampak preden pridemo do tega odlomka, bi nas spomnila, kaj je naše poslanstvo. Kristus je rekel, da smo sol in luč. Pomeni, in vedno bolj gremo v ta čas, ko bomo poklicani biti majhni, neopazni, ampak okusni. Okusni po Bogu. In isto velja za starše, po otrocih ne rabijo dosti, ampak tisto, kar dobijo, želijo, da ste vi notri. Tisti najboljši del vas. In sami veste, da otroci, kot da so taki detektorčki, kot da vejo, kateri del jim manjka in te grejo iskati točno tam, kamor je najtežje, ker ti pritisnejo na kaj, kar najbolj včasih tudi zaboli, ali pa te peljejo tam, kamor ne bi šli nikoli odrasli. Ma isto dela Kristus z nami, ker je prišel zato, da nas najde tam, kjer smo mi že obupali, tam, kjer nočemo več vstopiti. Tisto nas dela slane, tisto nas dela okusne in to rabi svet. Da smo okusni po njem. In ne pozabi, da so, nas bo zmeraj manj. Magari tukaj, jaz ko sem prišla, se sliši sta, ne, jaz sem dol z obale. Dol so misijoni, dol so na poprazne cerkve. Ko sem prišla sem bila prav prijetno presenečena, ko je polna cerkev. Ampak čas, v katerega gremo v smer, da nas bo zmeraj manj. In tega se ne smemo ustrašiti. Sol je tista, ki je dovolj, da jo je malo in še je poklicana, da se stali, da se stopi. Ne da opozarja nase, ampak da pusti za sabo sled. Ko vržemo sol v hrano, se raztali, praktično ne vidimo več, ampak hrana pa dobi okus. Ko smo kristjani na vseh možnih službah, na vseh možnih področjih, pred različnimi ljudmi, tudi tam, kjer mogoče ne smemo izgovoriti besede Bog. Nič hudega. Ampak ključno je, ali tisti človek zraven nas bo zaznal, da smo ljubljeni in da smo okusili eno ljubezen ali ne. Pa le rečemo beseda Bog ali pa ne. To je tisto, kar se mi zdi, da je ključno, da se vsak od nas vpraša. Kje je naša sol? Kje mi zajemamo? Kje mi črpamo? Isto luč. Luč ni namenjena temu, da sveti nase, da opozarja nase, ampak da posveti na lepoto drugega, da posveti na drugega in da pomaga, da pridejo ven barve drugega, da pride ven lepota drugega. Kaj je poslanstvo starševstva? Je, da celo ljubo življenje pomagate svojim otrokom, da bi prepoznali svoje najlepše barve. Da bi bili vi kot lučka na njih. Da bi poudarili tisto, kar je lepega v njih. Mi prevečkrat poudarjamo, kar fali. Tudi drug pri drugem. Ampak da bi bili luč, ki poudari tisto barvo, ki je notri skrita in ki je tudi otrok še ne ve, da jo ima. In bo šele ob vajnem pogledu odkril, koliko je lep. Kakšno lepo bogatstvo ima v sebi in kaj lahko pride ven. Torej to pomeni biti sol, biti luč. In bolj kot se mi zavedamo, da smo ljubljeni, bolj lahko to postajamo. In bi šla zdaj v ta odlomek, ki govori o enem slepem.
se mi zdi, da smo dosti krat tudi mi tisti, ko imamo pred sabo dosti lepih barv, ma ne vidimo, vidimo črno-belo. In rabimo Kristusa, da nas spomni na to pisano paleto barv, na tisto lepoto. Ta kratek odlomek govori, ima v sebi dosti skrivnosti tudi našega življenja in govori o Bartimaju. Pa bi ga prav prebrala, če je zelo kratek, da bi potem lažje vstopili notri v par poudarkov tudi za naše življenje. Torej iz Markovega evangelija z 10. poglavja. Prišli so v Jeriho, ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimaj, Timajev sin, sedel ob poti. In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel piti in govoriti: Jezus, Davidov sin, usmili se me. Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je še glasneje vpil: Davidov sin, usmili se me. Jezus je obstal in rekel: Pokličite ga. Poklicali so slepega in mu rekli: Le pogum, vstani, kličete. Odvrgel je svoj plašč, skočil po konci in pohitel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: Kaj hočeš, da ti storim? Slepi mu je dejal: Rabuni, da bi spregledal. Jezus mu je rekel: Pojdi, tvoja vera te je rešila. Tako je spregledal in šel po poti za njim. Se mi zdi, da se dosti krat tudi mi znajdemo zataknjeni nekje v poti. Ta slepi berač, beremo, da je bil nekje zataknjen. In pogledali malo tudi, kaj nas zatika. Ampak še prej bi se ustavila čisto pri prvem stavku, ki smo ga danes prebrali. Prišli so v Jeriho. Jeriha je na poti do Jeruzalema, pomeni, da se je Jezus s svojimi učenci spuščal iz Galileje, lepe, zelene, v suho Judejo. Judeja dol na jugu. Če bil kdo v sveti deželi, ve, kako je lepa Galileja in kako je taka puščavska Judeja. On je bil namenjen v Jeruzalem, ker je prišla njegova ura, da da življenje. In se ustavil prej v Jerihi. Vsak od nas je poklican nekje dati življenje. To je bistvo našega življenja, bistvo naših poklicanosti. Da damo življenje, svoje življenje. Ma za dati življenje pomeni, da moramo najprej odkriti, da nam je bilo podarjeno. Ampak Jeruzalem nas spomni, da smo tudi mi poklicani k daritvi. In slovenska beseda daritev je ful lepo, ko ima notri besedo dar. Daruje se lahko samo tisti, ki se odkrije kot dar. Samo tisti, ki odkrije, da mu je bilo nekaj podarjeno. In nam je bilo ogromno podarjeno, na to mi dosti krat pozabimo. Vedno štartamo iz tega, kaj moramo mi narediti. Če smo malo Slovenci, ne? Vedno štartamo, še to moramo, še to ni narejeno, ampak vedno štartamo iz nas. Jaz bi vas povabila, da štartamo v to leto, ki je pred nami, bolj zavestno s tem, kaj nam je bilo podarjeno, da se spomnimo, kaj vse nam je bilo podarjeno. Kaj vse nam že v tej milosti krsta, ki smo ga tudi danes videli tle in obhajali, ko nam je bilo podarjeno novo življenje, ko je Kristus dobesedno izlil v naša srca svojo ljubezen, Svetega Duha, ki je absolutna novost, ki ne prenaša, da se nekje zataknemo, ki nas vedno pelje v neki novega, ki nikoli ne reče, da se ne da nič narediti več v našem življenju. Tudi če so ruševine, tudi če je ne vem kaj, vedno vstopi Sveti Duh in iz tega hoče nekaj narediti. To nam je bilo podarjeno in v moči tega daru je tudi vsak od nas poklican, da se daruje. Večina vas je tle poročenih. Pomeni, da tvoj prvi Jeruzalem je mož ali pa žena. Prvi kraj, kjer si povabljen, poklican dati sebe do konca. Izročiti, predati vse, kar smo prejeli. In mogoče, da se vsak vpraša tudi, koliko si upa živeti to obljubljeno deželo, v katero je bil povabljen.
ker poklicanost pomeni za vas sakrament zakona, je ene vrste obljubljena dežela, v katero je bil vsak povabljen, da vstopi, da jo osvoji, da jo živi zares. Koliko zares vsak od vas živi ta zakon? Koliko si upa vstopati vsak dan v to obljubljeno deželo, srečati svojega sozakonca? Niso prvi otroci. Prvi je zakonec. Vedno. Ker to je sakrament. Starševstvo ni sakrament. Starševstvo je potem poslanstvo, ki raste iz tega odnosa. Koliko, torej, kje sta vidva v tem? Koliko smeta to živeti kot obljubljeno deželo? In tudi tam, kjer se je kaj zgodilo, ali ločitev, ali smrt, ali karkoli, še vedno ostaja Božja obljuba, da bo tam. Ta obljubljena dežela je še vedno namenjena temu, da zajamemo zares, da jo naselimo. Torej, naše poklicanosti zajemajo ta ves in zavedno. Nemirno je naše srce, dokler ne najde prostor, kamor ga Bog kliče, da se podari ves in zavedno. Vsi to rabimo in to je bolečina dosti odraščajočih danes ali pa mladih odraslih. Jaz delam dosti z njimi, tam nekje do 35. leta, ker je ogromno samskosti se zgodi. To ni poklicanost. Vsak išče v sebi, kje je lahko ves in zavedno podarjen nekomu. Torej, mogoče vsak se vpraša, ta ves in zavedno, kje je tvoj ves in zavedno, ki kliče, kdo ti dajem vsak dan k odločitvi in vsak da, ko izrečemo da, vključuje avtomatsko vsaj 3 neje. Mogoče tudi to, kje smo v tem, v izrekanju dajev in v izrekanju nejev. Oboje spada v življenje in ko tega ne vemo, kje reči ne, potem tudi oni naš daje bolj tak, pole odločajo drugi, kam gremo, odločajo drugi za vaju. Je pomembno, da se dva vedno znata usesti in tudi vsak samo svoje srce in prisluhniti, kje je znotraj te svoje obljubljene dežele, torej znotraj Jeruzalema, kjer je poklican dati svoje življenje, povabljen, da izreče da in da reče ne. Če hočeš biti zvečer z otroci, pomeni, da moraš reči milijon nejev, zato da si tam doma. Če se hočeta vidva pogovoriti, mora vsak od vaju reči ogromno nejev nečemu drugemu, zato da se zgodi tisti da med vami. K temu smo poklicani. Ko to začnemo izrekati, pride tudi en drugačen okus v naše življenje. To je prva stvar, ki nas polne Jeriha. Druga stvar, Jeriha je v stari zavezi veljala za nepremagljivo mesto. Jeriha je na poti do Jeruzalema. Pred Jeruzalemom je Jeriha. In že v stari zavezi je bila obdana z milijon zidovi. Milijon, dovolj je bil eden tak močen, ki je torej, ko sem rekla, veljal za nepremagljivega. Ampak zanimivo, Izraelci, ko so bili na poti, se spomnite, skozi puščavo do obljubljene dežele, so mogli skozi Jeriho. Torej so mogli skozi nekaj, kar je bilo neprehodnega. Kolikokrat v življenju se to zgodi? Da te pot pelje skozi eno ožino, ki se ti zdi neprehodna, ki bi obupal, ki bi pustil, ki bi poslal vse nekam, ki bi se ustavili. Dostikrat je tako. In Bog nas z enim usmiljenjem in pomočjo pelje skozi, zato ker ve, da to rabimo, da edino tam bomo mi zares nečemu umrli in nečemu zares bliživi. Torej, vstop v obljubljeno deželo je bil že v stari zavezi. Samo v stari zavezi obljubljena dežela je bila vezana na geografski kraj. Ne? V novi zavezi obljubljena dežela, smo rekli, je tisti prostor, kjer vsak od nas odkrije, da je poklican se darovati ves in zavedno. Bi lahko rekli tudi, da je obljubljena dežela tam, kjer so odrešeni odnosi, tam, kjer so lepi odnosi med nami, tam, kjer je tudi ena ljubezen tista vez, ki povezuje. Tam, kjer, kot smo slišali danes dostikrat, kjer je tudi odpuščanje.
Odpuščanje pomeni pustiti, da odide kaj iz našega življenja, kar nima tam zadelati. In iti naprej. To je novozavezna obljubljena dežela. Ampak zanimivo, da do tam se spet pride točno skozi eno Jeriho, ki so visoki zidovi. Da pridemo mi do lepih odnosov, odrešenih odnosov med nami, je treba dostikrat se srečati in iti skozi naše najvišje zidove, ki smo jih postavili drug drugemu. Kateri so oni zidovi, ki so zrasli okrog srca? Kateri je najvišji zid, s katerim se mora soočati so zakone, če hoče priti do mene? In obratno. Ponavadi lahko žena pove možu, kateri je njegov najhujši zid, in obratno mož ženi. Ampak vsi smo polni teh zidov. In pot v obljubljeno deželo, v lep odnos, pelje točno tam skozi. Ni bypassa, ni mimo. Kristus, ko sem rekla na začetku, pelje tam, kamor mi ne bi šli, zato ker je prišel točno zato, da bi nas odrešil tam, kjer smo potrebni, ne tam, kjer si mislimo, da smo okej. In se delamo, da smo okej. Torej, kiri so tej zidovi? In ne se ustrašiti te poti. Včasih se Kristus res posluži otrok. Otroci so še toliko nedolžni in imajo toliko pristno v sebi, da zaznajo, kje je mama najbolj pristno mama in oče najbolj pristno oče. In to je ponavadi točno za unim zidom. Za enim zidom, kjer je nam postalo prenevarno iti. Ima vsakešno prepovedano sobo notri v sebi, ne? Ki piše gor prepovedano stop nezaposlenim. Dam tako en primer, ne? Kako je, ko pride Kristus na obisk. Ko pridejo vljudni gostje na obisk, običajno ubogajo in grejo tam, kamor jih peljemo, je tako, če so vljudni. In ko se najavijo na obisk, ne vem, kako ste tle sta bolj urejeni, ko mi, po moje, pri nas je tako, da je vse razmetano, ne, tam, kjer živim, kakšenkrat. In ko se najavi kakšen obisk, ponavadi narediš tako, da hitro zmečeš vse v eno sobo, zakleneš in narediš lepo dnevno in povabiš tam. In večina jih uboga, se usedejo, poklepetaš, skuhaš kavo in je to. Ko pride Kristus na obisk, je nevljuden gost. On gre direkt tam, kjer si ti zaklenil. In kamor si zmetal vse noter, vse prepovedano. In hoče točno tam. In ti ga vabiš, ne, da gremo tam, kjer je že pospravljeno, kjer je že popucano, polakirano. Ma ne, on stoji tam in hoče tam noter. To dela v naših odnosih. In nam je dal to milost, specifičnih poklicanosti, pomeni, da si z nekom. Zakonci prav nimate mira, drug zakonec ti ne da miru, je tako. Prav te ne pusti pri miru, tudi če hočeš, te ne pusti spat. Ker če hočeš zares rast v odnosu, se brusiš. In ne se ustrašiti teh prepovedanih sob. Tam notri nas pelje Bog, da se srečamo. Z njim, sabo in s tistimi ljudmi, ki so nam blizu. In zidovi padejo. Že v stari zavezi, če boste šli kdaj brat, so padli po Božji milosti. Ni bilo treba Izraelcem, da so se zaganjali v njih in so se zrušili. Bog jim je rekel, ko vam bom dal povelje, zatropte na trombo in bo padel zid. In tako se je zgodilo. Ma to simbolno kaže na to, kako se naši notranji zidovi porušijo, ko deluje milost. In kaj je milost? Milost je tam, kjer se zgodi dotik ljubezni. Bolj, ko se človek čuti spoštovan, ljubljen, bolj začne spuščati svoje zidove. Bolj začne spuščati drugega blizu. Da bo mogoče lažje razumljivo, mogoče naštejemo kakšnega od teh zidov. Kateri so te zidovi, ki delajo naše odnose neužitne? Prvi zid so naše fiksne ideje. Ko se zafiksiramo, kako mora biti. Kolikokrat štartamo tako, kako mora biti v našem življenju. In si že vse začrtamo in potem nič ne gre. Tako. Ampak če vztrajamo, tam ratamo grobi, trdi, polni neprehodnega in tudi drug nima dostopa do nas.
En močen zid je ta fiksacija, fiksne ideje. Povezano s tem je trma. Trmast človek je težko prebavljiv. Ko smo trmasti, se ne da nič premakniti. In je škoda. Največ lahko sami naredimo, da to trmo spustimo dol. Kolikokrat se zgodi, da se starši lahko zalotiste, da rečete, ne, bo tako, ker smo mi tako rekli. Ali pa je bila vzgoja taka, že od svojih staršev ste dobili, ne, dokler boš pri nas, bo tako. Ne razumeš, zakaj, ne veš, zakaj, noben ne stopi v dialog s tabo, ampak tako pač je, ker smo tako rekli. Ne dela tega, ker to je trdo. Dajte rajši stopiti v dialog z otrokom. Tudi ko hoče nekaj po svoje, dajte ga vprašati, kaj mu je tam privlačnega, kaj mu je tam lepega. Kolikrat pridejo starši pa rečejo, ja, ma ne morem otroku pri 6 letih da telefon, se strinjam, absolutno. Ampak je drugače, če pride otrok in zahteva telefon in ti rečeš ne, sem rekel ne, dovolj. In se meče tam po tleh, zadnjič mi je ena mama začela razlagati, da se pol vrže po tleh in je konj. Drugače je, če vprašaš, zakaj bi on telefon? Ja, zato, ker ga imajo vsi. In kaj bi ti delal? Ja, bi gledal to pa to. In kaj ti je tam všeč? Vidite, samo postaviti kakšno vprašanje, peljati v odnos. In počasi bosta prišla do tam, da zveš ogromno otroku, kaj mu je všeč, kaj ne. In vmes bosta prišla čisto nekam drugam in se bo zgodil en dialog, ki bo zapeljal v eno drugo smer. Pa se zavedam, da je ful težko danes vzgajati. Res, sploh s temi telefončki, eni starši so mi rekli, to je najhujši sovražnik vzgoje. So te nenapravce. Ampak ta dialog, vprašanja, tudi med vama, kot drugače je, če se vprašata, ne sam, da si data trditve. Polen tak zid močen so tudi stalne obrambe, ko smo ves čas v enem dokazovanju, da imamo mi bolj prav. Itak, da žena ima prav, ne? Itak, da mož ima prav, tako misli. Ampak ni fora v tem dokazovanju. Paziti na te obrambe. Ali pa takrat, ko te zidovi so tudi, ko se potiho nekdo od nas odloči, potiho, da ti noben več ne bo prišel blizu. To ponavadi naredimo tam, kjer je nekaj bolelo. In bolelo je vedno v odnosih, ker ranimo se v odnosih. In ko boli, potiho rečemo, ne, noben več ne bo vedel, kje sem, kako mi je. In ne spustimo več v eno ranljivost. Mi ne upamo biti več ranljivi. Ma to je spet težko živeti odnose v neranljivosti. Vsak naj si odgovori, kateri je njegov zid, najmočnejši. Tretja stvar, ki bi jo poudarila pri tej Jerihi, je to, da Jeriha je bila pod gladino morja, 200 metrov približno pod gladino morja. V geografiji se to reče, da je v depresiji, ne? Pod gladino morja. V naših odnosih depresija je tam, kjer se nekdo odloči, da ne more več, da ne more nič narediti. Ta naučena nemoč. Tam, kjer čakamo, da nas nekdo poišče, da nas nekdo reši. In tle bi pelala malo spet v to eno vprašanje. Kje je vsak od vas v odnosu s Kristusom? Kristus je tisti, ki se je spustil iz nebeškega Jeruzalema v naše luknje, v naše depresije, v našo smrt. Da bi nas najdel in potegnil iz smrti v življenje. To je bistvo naše vere. Bistvo naših življenj je, da smo na tej poti. Iz smrti v življenje. Iz teme v luč. Iz sovraštva v odpuščanje. Iz zidov v vrata s ključem, ki se odpirajo. Ki odpirajo možnost dialoga. Koliko sme tudi mogoče ta odnos Kristusu, ko Kristus hoče v naše srce, koliko zidov sreča. Kje sta vidva s Kristusom, kje sta ostala? Tudi to bi vas danes vprašala. Koliko te sme ljubiti, ki on pride za to, da bi nas ljubil? Koliko sme se stopiti tam, kjer
ne spustimo več nobenega. On ne pride zato, da udari. Pride zato, da pomazili, zato, da poboža, zato, da prenese ljubezen tam, kjer je ranilo zlo. In zlo veste, da je odsotnost ljubezni. Tam, kjer zmanjka ljubezen, tam boli. In on prihaja zato, da prenese ljubezen. Torej, spustiti tudi njega notri, da lahko kaj premakne, da lahko potegne naprej. In tle piše, da je svojimi učenci že odhajal iz Jerihe. Torej se je nekaj že premikalo naprej, ko je ta berač šele slišal in zaupil, naj ga reši. In tle vidimo, kolikokrat smo mi v skušnjavi v življenju, da rečemo, je prepozno. Zdaj je že prepozno, zdaj smo že tako navajeni, zdaj se ne da več nič narediti, se ne da več nič spremeniti. Ma Kristus in Božja beseda, ki je utelešen Kristus, nas uči, da ni nikoli prepozno za Boga. Nikoli. Za nas je vedno neidealen čas, je res? Ko moramo nekaj reči, ko moramo nekaj premakniti, ko je en pomemben premik v našem življenju, je vedno neidealno, vedno še nekaj fali. Bog nam kaže, kako je za njega vedno idealen čas, da nas sreča. On se danes hoče srečati z vsakim od nas, s tabo, danes. Medtem, ko pomivaš posodo, medtem, ko kuhaš, medtem, ko se dela okrog hiše, kjerkoli smo. Če je izliv svojega duha v naše srce, pomeni, da je v nas, ni več izven nas. Tisto, kar živimo mi, živi on. In v to prinaša to ljubezen. Gre za to, koliko mi odgovorimo na to, koliko si upamo zares prisluhniti, začeti dialog z njim, notranji dialog. Mi smo dostikrat v monologu, ne? Ko se voziš v službo, premlevamo, dosti je monologov v nas. Zakaj ne bi ta monolog spremenili v dialog? Pomeni, da začneš pripovedovati Gospodu o sebi, ne ker ne bi vedel že on. Ampak zato, da mi najdemo te besede, zato, da naše srce postaja vedno bolj mehko. Ker naša naloga je, da se naučimo tudi ubesedovati sebe drugemu. In molitev je čudovita priložnost, da lahko tudi to se naučimo. Ko veš, da Gospod že vse ve, a včasih naše srce rabi poiskati besede, da zna povedati, kako je. Ker mož pa ne ve, kako mi je, žena pa ne ve, kako mi je. Je pa pomembno, kaj uspem o sebi povedati sozakoncu, zelo pomembno. To je edino orodje, ki ga imamo. Pogovor. In to je veliko dejanje ljubezni, ko se žena odloči sebe ubesediti možu. In včasih še več je dejanje ljubezni, ko je obratno. Ko se mož odloči, da namesto dobro je, reče malo več. Prav zavestno. Podeli sebe ženi. To je prav to dejanje ljubezni. Torej, ta berač Bartimaj sedi o poti in začuti, da čeprav že odhajajo, je prišel njegov čas, da mora nekaj narediti v svojem življenju. Sedeti o poti pomeni, da se je nekje zataknil, smo rekli, da se je nekje ustavil. Biti na poti pomeni, da življenje teče. Dokler kri teče po naših žilah, smo živi. Ko se ustavi, v tem smislu nismo živi biološko več. Isto v duhovnem smislu, v duhovnem življenju. Dokler smo na tej poti iz smrti v življenje, smo živi. Ko se nekje zataknemo, se nekaj ustavi. Nekaj ne teče več. In to je tisto, zopet eno povabilo, Kristus pride mimo tega berača. Ma pusti, da zažeja njega. Da on sam zaupije, on sam zakliče na pomoč. Ker je slišal, da prihaja luč. In glavni prehod, ki ga ta berač naredi, ki je tudi glavni naš prehod, je torej iz te zataknjenosti ob poti v življenje na poti. Mi se dostikrat zataknemo poti prav v teh idejah, kako bi moglo biti. In ko ne gre, smo ko zataknjeni in se ne premakne nikamor. Življenje na poti pa je dostikrat v neidealnem, ampak realnem,
in je tam notri polno ljubezni. Ne misli, da je ljubezen vedno ravnih črt in pravokotna in vse prav. Ko je prava ljubezen, so vsi robovi malo tako posebej čudni, so črte krive, ker prava ljubezen je velikonočna. Pozna smrt in pozna vstajenje, če ne ni prava ljubezen. Prava ljubezen je ranjena. Prava ljubezen tudi boli, ker se ne umakne, ker gre do konca. In prava ljubezen si upaj tudi skozi mline življenja, ker neki umre in neki od večnega se prečiščuje v nas in naši egoti umirajo, te naše trme, te naše fiksne ideje, te naši zidovi se rušijo in se rojeva nekaj mehkejšega, nekaj toplega, lepega. Ko je lepo videti kakšnega starejšega človeka, ko vidiš, da se je celo življenje pustil obdelovati in je na koncu lepo biti z njim. Ni siten in trmast in še bolj zategnjen in se upravičuje, ne, in vsi moramo upravičevati, da je zato, ker je star. Ne. Prava pot je tako, da bomo zmeraj bolj mehki, zmeraj bolj lepi. Torej, se pustiti pelati na to pot. Bartimaj, mogoče eno malenkost še omenim, Bartimaj pomeni sin nekega očeta, to ni ime. Bar pomeni oče oziroma sin, Timaj pomeni pomeni, da je bil sin nekega očeta Timaja. Ta človek ni imel imena, je pozabil svoje ime, pozabil svojo identiteto, pozabil, kdo je. Ko mi vsak dan pozabimo, čigavi smo, nam bo vse napor, nam bo vse težko. Je pomembno se spomniti, čigav si. In nisi prvo od moža, prvo od žene, ker je premalo. Mi smo prvo Kristusovi. Kristus je prišel, da nam vrne ime, da nas pokliče po imenu. Ni dovolj, če smo samo sinovi in hčere svojih staršev. Premalo. Čeprav starši naredijo in naredite vedno vse, da bi dali vse najboljše, je premalo v tem življenju. Zato pa krstimo, zato ste pa prinesli otroke k krstu, ker veste, da jim ne morete dati nečesa, kar gre onkraj vas. In zato je pomembno tako za vas, odrasle, da živita zakon res kot odgovor na Kristusov klic, ne kot odgovor na pričakovanja svoje žlahte. To je premalo in preveč naporno in to je samo vklicano mučeništvo, ki nas ne prosi Kristus tega. Ampak prav odgovarjati na Kristusov klic, če vaju najdu in po milosti poklical na skupno pot, pomeni, da odgovarjata njemu, ne tašči, tastu, mami, očetu, zetu, ne vem komu. Ne, Kristusu odgovarjata. To tako poudarjam, ker v Sloveniji smo bolni s tem. 70% zakonov gre narazen zato, ker en ali pa drugi ni zares odšel od doma. Ni odkril, da ni sam Timajev sin, ampak da je najprej Božji sin, da je Kristusov sin. In dva se poročita v tem, zato pa pridemo sem in se poročimo v Kristusu, se poročite. Ker gremo čez in zakrament pelje v nepoznano, pelje čez, onkraj. To se mi zdi pomembno. Čigav si, da si vsak odgovori. Čigav si, ko moraš po otroka 5-krat na dan, ko moraš vstati po noči, ko se skregata, ko teži žlahta, da vas ni na piknik spet. Čigav si. Ta odgovor je pomemben. In tudi, ko bodo vaši otroci odraščali, pomagajte jim v svet, iti v svet. Vaša naloga je, ko sem rekla na začetku, da jim pomagate odkriti, katere barve, katera lepota je položena v njih, da to odkrijo tudi oni in potem je vaša naloga, da jih blagoslovite in pošljete v svet. In spremljate, ampak ne jih navezovati nase, niso lastnina. Ker bo imeli 3-krat večje delo v življenju za najti svojo obljubljeno deželo, če mama ne spusti svojega sina. Ali pa svoje hčere. Mame imajo tle večji problem po izkušnjah. Ampak je pomembno pustiti otroka, da gre. In
bi mogoče teh dobrih 5 minut, ki nam je še ostalo, se dotaknila mičkeno še teh pločnikov. Ne, Bartimaj je ostal zataknjen na pločniku. In je zaznal en klic, da gre naprej, da gre v odnos z Bogom bolj zares, da je prišel čas, da končno nekaj premakneta, da se nekaj končno pogovorita, da se nekje končno vzpostavi en odnos, ki je bil prekinjen. Zaznamo ta povabila. Ma ponavadi je vedno nekaj, kar nas zateguje nazaj. Kaj je tisto, kar nas dostikrat zateguje nazaj? Prvi glavni sovražnik je ta naš ego. Stari človek, reče Pavel, apostol Pavel. To je tisti del nas, ki hoče imeti vedno prav, ki je vedno ogrožen, vedno prestrašen, ne vidi nobenega drugega razen sebe. Prav zato, ker je stalno v stiski. To je del nas, ki bi grabil, ki zahteva od drugega, da me potolaži, zahteva od drugega, da je tam. To so naši egoti. In ta je velik sovražnik vsega lepega v naših odnosih in v naših življenju. In ego ima 2 obraza. Je tam, ko se postavimo nad nekoga in tam, kjer se stalno tlačimo dol in teptamo dol. Oboje je ukvarjanje s sabo. Krst pa pomeni, da smo bili prav zdravljeni tega, da lahko štartamo iz novega človeka, ki nam je bil dan prav pri krstu, pomeni, da se zavedamo, da smo že najdeni, že poklicani, že ljubljeni, da že vemo, čigavi smo, da smo že poklicani po imenu. In ko najdemo ta del nas, ki je ljubljen, ki je objet, bomo reagirali drugače. Vas povabim, da večkrat v življenju ali pa v določenih situacijah, določenih reakcijah se vprašate, iz česa reagirate. Ali odgovoriš otroku, možu, komorkoli že, iz lastne ogroženosti, iz tistega dela, kjer verjameš, da nisi okej, da si ne dovolj dober, da iz tebe ne bo nič, ne vem kakšne laži. In če reagiramo iz tistega dela, ne bo nič dobrega, ali reagiramo iz tistega dela, kjer se zaveš, da si ljubljen, blagoslovljen, poklican, da tudi, če ni vse idealno, je lepo in je točno zato lepo, ker ni idealno. In če iz tistega štartamo, bo drugačna reakcija, bo drugačen odgovor. Pol druga taka stvar, ki je povezana s tem, ki je en pločnik v našem življenju, so te laži. Ko verjamemo enim lažem o nas samih in o Bogu. Ne vem, kakšna vzgoja je bila tle, kakšen verouk, ko ste vi hodili v verouku. Dosti krat je bilo, da je Bog nekdo zunaj, ki ocenjuje, gleda, ko en policaj šteje točke in potem zaračuna na koncu. To prav ne, pač če si zdrav, gre stran od takega Boga, ne? To ni prava podoba o Bogu. Mogoče zdaj nimamo časa, da si kdaj privoščite ali kakšne duhovne vaje, ali karkoli, zdaj ko so otroci majhni, je to težje. Da bolj prisluhnete v srcu, kaj govori Sveti Duh, ki razodeva pravo podobo o Bogu, ki je oče, ki je ljubezen, ki je prvi na tvoji strani, ki ni proti tebi, nasprotno, ki dela vse, da bi bili mi srečni, da bi mi doživeli to polnost ljubezni. Torej paziti na te laži, ki se urinejo notri v srce in jim verjamemo, ker te nas držijo zelo na pločniku v življenju. Ali nas vodi strah in laži sprožijo strah, ali nas vodi Kristus, torej ljubezen. Samo to dvoje, ali smo poslušni strahu, ali smo poslušni Kristusu, vmesne poti ni. In zato je pomembno razločevati. Tretji pločnik je determinizem, ko se že določimo, da tako pač taki smo. Najbolj mi gre na živce, ko pride kakšen par in reče, kakšen, tak pač sem. Kaj me bolj, to je, prav ne obstajajo te besede. Nima veze, kakšen si v tem trenutku. Veze ima, a si pripravljen na pot, a si pripravljen naprej, a si pripravljen postajati vedno manjši, vedno bolj užiten, vedno bolj odprt. To je ključno.
Torej ne se določati, ne vse tako pač je, tako je vedno bilo, tako bo. Tle zdravilo za determinizem je Sveti Duh, ki je absolutna novost, ki vstopi v vsakem trenutku in nas pokliče v nekaj popolnoma novega. In on ustvarja to novost. In še en pločnik, ki se mi zdi pomemben za ga izpostaviti, so razne naše narkoze, kjer se umaknemo namesto, da bi stopili v odnos. So razne zasvojenosti, večje, manjše, kamor pobegnemo, nas vedno speljajo stran od tega, kar je resnična sreča. Tle ne bom zdaj naštevala, mogoče vsak sam se vpraša in če ne najdeš nič, vpraši se v zakonca, ti bo sigurno kaj povedal. Kje je tvoja libi? Kam se umakneš takrat, ko te drugi rabi? Kam pobegneš? Lahko so tudi elegantni pobegi. Lahko so taki z mašnico opremljeni pobegi. So pobegi. Mi smo poklicani iti na pot, ne se umikati na pločnik, karkoli že to je. In na koncu Bartimaj reče, navkljub vsem tem pločnikom, ki ga zadržujejo, reče, dovolj je bilo. In zavpije, Jezus Davidov sin, usmili se me. Se je odločil, da je prišla ura tudi za njega. To odločitev moramo non-stop delati sami. Ker Kristus ga ni se ustavil pri njem in mu rekel, dovolj teh kartonov, pridi z mano. Pusti, ljubezen ni nasilna, ljubezen samo povabi, ampak nas pusti svobodne. Želi naš odgovor. In Bartimaj se je odločil. Ampak kaj se zgodi, ko se ti nekaj odločiš v življenju, da je pa zdaj prišel čas za nekaj lepega, za en korak naprej, za eno odločitev naprej. Vedno se nekdo prebudi in gre kontra, tudi tle je bilo tako. Piše, da so ga začeli tišati učenci, če ste bili pozorni. On je zavpil, Jezus Davidov sin, usmili se me, in učenci so ga tišali. Daj se ne spodobi, boj tiho. Kaj to pomeni? Ko se mi v življenju odločimo, da gremo za res, ko se ti odločiš, da boš kristjan za res, nekoga boš začel motiti. Tako je. Ko se odločimo, da ljubiš za res, da se nekaj, karkoli narediš, bo vznemirjalo. In ta beseda nam pokaže, da so 3 tisti, ki se odločijo, ki se oglasijo kontra, ko se mi odločimo za nekaj lepega. Prvi glas je znotraj nas, ki se oglasi, ki reče, kaj bojo mislili drugi, kaj bojo rekli sosedi, to je čudno, če to naredim, me bojo vsi gledali po strani. Preveč lepo, da bi bilo res, je prepozno, pri meni evangelij ne funkcionira, pri drugih jama, pri meni ne, in kupenih uporov tudi notri. Biti pozoren na ta del, da zmaga oni drugi, ki vabi naprej. Pol se oglasi zunanji svet in vidimo, tisti bližnji so se oglasili Jezusovi apostoli, tisti, ki bi ga najbolj mogli spodbujati. Kolikokrat se zgodi, da ko nekdo gre v življenju zares in stopi na pot vire, ne sam religije, ne sam nekih naučenih navad, ampak res v en oseben odnos s Kristusom, se oglasi kakšen iz župnije, se oglasi kakšen znotraj. Glavne probleme delajo ljudje znotraj cerkve, ne zunaj. Mi ne rabimo še muslimanov, da nas mučijo. Se mučimo med sabo sami. Se nekdo oglasi. Ko delaš dobro, ko stopiš ven iz vrste, ko nekaj narediš, vedno bo imel kdo kaj za pripomniti. In zato dosti ljudi rajši ostane od zadaj. Ne, mi smo bili poklicani na pot. Tudi če bomo imeli nasprotnike. Saj je Kristus kost rekel, da bomo imeli nasprotnike. In gore unmu, ki samo lepo govori o njem. In tretji glas, ki se oglasi proti temu, da bi mi imeli zares okus, je svet. Svet, ki nas, torej kultura, v kateri živimo, ki nas skuša utišati. Ker današnji svet ne prenaša ljudi, ki krčijo, da nekaj manjka, da nekdo manjka, da nam manjka odnos, da nam manjka Bog Oče. Je preveč res to, ne zdrži svet tega krika in tiša.
maši usta, zaposluje ljudi z napačnimi stvarmi. Namesto, da bi se pomagalo najstnikom, da bi odkrili zares, kdo so, se jih meša z 1.1500 možnostmi, naj se odločajo o vsem živem. To je lih vse nasprotno, kot pomagati enemu najstniku, da zdrži v svojem telesu, da se sreča s svojimi stiskami, da doživi, da celo v stiski lahko sreča enega odraslega človeka, ki mu prisluhne. Ta kultura, v kateri živimo, ki nas ovira, ampak mi smo kljub temu poklicani, da upamo prisluhniti temu glasu znotraj, da naredimo en korak v pravo smer. In Bartimaj se je odločil. Kristus mu je pustil oni trenutek svobode in on se je odločil. Čeprav so ga tišali, je še enkrat zavpil. Jezus, Davidov sin, usmili se me. In takrat se Kristus ustavi in reče, pokličte ga, ker za vero, za odnos, ko sem rekla, je potrebna svobodna odločitev. Dva se imata rada, če svobodno privolita v to. Kjerkoli je prisila, ne moramo govoriti o tej svobodni privolitvi. In ko se on odločil, se Kristus ustavi in ga povabi v odnos. In se zgodi to, da mu odpre oči, da spregleda, da vidi in piše, in šel je po poti za njim. Spregledati, videti, pomeni najdeti, odkriti, čigav si, se spomniti, čigavi smo. Se spomniti, da je v nas nekdo, ki nas ljubi in da ni sekunde, da bi bili sami. Ni sekunde. In to je naša moč. To vam želim prav iz srca, da bi šli v to leto prav s to zavestjo, da smo naseljeni, nismo prazni. Mi prevečkrat gremo zjutraj v svet beračiti, kot ta berač Bartimaj. Preverjati, koliko smo vredni, koliko nam bojo dali, koliko ljudi bo ploskalo, koliko bojo ne vem kaj delali kontra. To ni svoboda, ker poliščemo všečkote. Kristus nas pošilja kot tiste, ki so ljubljeni in ki že vejo, da so ljubljeni, ki smo napolnjeni, da gremo v ta svet in da razodevamo to luč. In Bartimaj spregledal, ko je odkril, da je v odnosu, da ni več sam, da ga je nekdo videl. Ko ti odkriješ, da je nekdo v tebi in te ljubi, potem si rešen, potem si že na tej poti iz smrti v življenje, v luč, ker samo še razodevaš to ljubezen, ki te je že obiskala. Ni, da moraš še nekaj narediti, ampak je že v tebi in jo samo razodevaš. In ko so se mu odprle oči za to lepoto, se je odkril, se je najdel in je vedel, kam iti. Naenkrat je vedel, kateri je naslednji pravi korak. Prej je stal na mestu, ko je bil zgubljen. Ali pa včasih mi krožimo, ne? Hodimo v krogih, ko ne vemo, kaj bi ali pa begamo. Ko vemo, kdo je, ki nas kliče, potem vemo, kateri je naslednji korak. In šel je za njim in smo rekli, da Jezus gre kam? V Jeruzalem. Je šel za njim dati svoje življenje. Ko odkrijemo, da smo napolnjeni in ne prazne vreče, ki morajo še vse šele dobiti v tem svetu in tem življenju, ampak da smo že vse prejeli, takrat gremo in to razodevamo. In sam pustimo, da ta ljubezen teče skozi in jo dajmo naprej. To je naša daritev. To je naš Jeruzalem, ki je pol v konkretnosti. V konkretnem kuhanju kosila, v konkretnem iti na sprehod, v konkretnem karkoli že. Ampak se najde torej ljubljen. Tako, to mi je malo tako prihajalo kot ena spodbuda ne samo za to leto, za celo življenje, da se večkrat mogoče poiščete na kakšnem pločniku, kjer ste ostali ali pa kjer ostanemo zataknjeni in da prav dovolite, da vas zdaj sreča Božja beseda, da vas sreča oni navdih od znotraj, ki te kliče v eno svetlobo, da ga ne samo tišamo. In počasi se bojo tudi zunanjosti začele prav preoblikovati. Tako pogumno na pot v Jeruzalem letošnjega leta in upam, da se še kaj vidimo. Naj bo blagoslovljeno.